Ostala sva pri, da ne rečem eni težki dilemi, ne? Ali se res lahko ponovi. Zdaj človek bi si mislil, da glede na vsa grozodejstva, ki so znana, ki so svetovno znana, glede na vse pripovedi, osebne, ganljive izpovedi, glede na vse filme, fotografije, vse, kar danes v svetu obstaja, da je to, ali očitno ni, zadostno opozorilo, poudarek, da pač se dajmo nekaj naučiti iz zgodovine, ali mislite, da pač današnjim, ne vem, odločevalcem ali kaj jaz vem komu, ni zadostno opozorilo, če ste rekli, da se morda celo lahko ponovi? Ni jim zadostno opozorilo, kajti vse se že ponavlja. Sicer ne v ekstremni fazi, to še nekaj, kar moramo nujno omeniti. Termin holokaust ima konkreten pomen in pomeni izginiti v plamenih, izginiti v ognju. In problem, ki ga delamo, je, da so vselej z terminom holokaust samo genocid nad Judi tolmači nekako. Judi so bili prvi sistematično ubijani. Potem so sledili Romi in Sinti. V holokaustu so bili na vrsti invalidi, domnevno mentalno zaostali. Ne vemo, po kakem kriteriju so lahko to določili, pač določili so in so jih uplinjali in sežigali v Hartheimu denimo. In zavedati se moramo, danes se zna zgoditi tu v našem okolju, to ne toliko v Ljubljanskem, zanimivo, bolj tu v našem Štajerskem, verjetno zaradi gospodarske stiske, da se na glas izjavlja prokleti majster, kaj si mogel iti gor, mi bi danes raje bili Avstrija, ja? Do tega, kaj te ni Hitler mogel vojne dobiti, to bi vse kriminalce bi potomali. Jaz ne vem, odkot ljudem sploh taka predstava, da je on kaj dobrega počel. Kaj ti? Če se ne bi, pa magari se strani komunistov Stalinovih, sploh nima veze, ampak ustavili so ta proces, bi Judom sledili Slovani, tako ali tako so bili načrti osvojiti Sovjetsko zvezo, Moskvo in sežgati vse Ruse na enak način. In ko bi zmanjkali v narekovajih vse manj vredne rase, bi oni po moje še sami med sabo pričeli čistke delati. Ker druga svetovna vojna ni bila klasična imperialistična vojna, da bi nekdo zavzel neko ozemlje, ampak je bila vojna, ki je temeljila na ideologiji arijske rase, ki bi naj potrebovala to ozemlje, ker je več vredno od ostalih. In to si treba dejansko razjasniti, kakšna brutalna norost je bila tu zadaj. In kot pravim, zelo enostavno je danes z nekega stališča po bitki biti general in celo Hitlerja objokovati in izgovarjati, kakšna škoda. Če bi on vojno dobo nas tu sploh bilo ne bi. Ja, to naj bo ljudem jasno, ki ga že kličejo nekako nazaj. In naj si tudi vsi, bom kar zdaj uporabil ta momentum, naj se tudi vsi pozanimajo, da ni bilo tega njegovega v narekovajih herojskega dejanja na Mariborskem rotu, že naredite mi to deželo spet nemško, to je tak en mit. In nedolgo nazaj mi je celo ena gospa preživelega s taborišča rekla, da je bila otrok, ko je bil Hitler v Mariboru in da je malo manjkalo, da se ni v Dravo zapeljal z avtom zaradi, ko so šli most gledati in škoda, da se ni. Ja. To bi nam bilo marsikaj prišparano.